ki v tem letu obeležuje 10-letnico delovanja, čemur je posvečen tudi današnji dogodek. Spoštovana ministrica za zdravje, spoštovani udeleženci okrogle mize, cenjene kolegice in kolegi novinarji, dragi gostje. Dobrodošli na dogodku, na katerem bomo pogledali v ozadje aktualnega dogajanja v zagotavljanju kakovostne, varne in učinkovite rabe zdravil, učinkovite skrbi za zdravje slovenstva. Kako varna in kakovostna so zdravila, ki jih dobijo slovenski bolniki? Kako učinkovit je nadzor, ki preprečuje vdor ponarejenih zdravil na slovenski trg? Je Slovenija kos izzivom, s katerimi se mora spopasti, če hoče postati in ostati enakovreden partner, enakovreden akter v evropski in svetovni igri na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celic? Kako dobro je pri nas poskrbljeno za področje farmako, materijo in histovigilance? Odgovore bomo poiskali skupaj. A najprej se ozrimo nazaj, prisluhnimo nizanju razvojnih mejnikov, ki bo olajšalo razumevanje sedanjosti in pomagalo odpreti pogled v prihodnost. K besedi vabim doktorico Andrejo Čupar, magistro farmacije, direktorico Agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Hvala lepa vsem, ki ste se danes udeležili tega dogodka in se odzvali našemu povabilu. Predvsem pa seveda spoštovana gospa ministrica, spoštovani gostje, dobrodošli na tej slovesnosti ob 10. obletnici ustanovitve samostojne javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. In še enkrat hvala, da ste prišli. Res, JAZMP v letošnjem letu praznuje 10. obletnico, vendar se je obdobje urejanja regulative zdravil na naših tleh začelo že mnogo prej. Če poslušate kaj radio, JAZMP ni nihče ustvaril, pač pa se je kot vse dobre stvari razvijala, da bi nas zavarovala, kot bi rekli nekateri. Republika Slovenija se je po osamosvojitvi med drugim soočila tudi s svojevrstnim strokovnim, političnim in organizacijskim izzivom razvoja svojega lastnega državnega organa pristojnega za zdravila. V prvih letih samostojnosti Republike Slovenije so regulativne aktivnosti na področju zdravil potekale na Ministrstvu za zdravje, strokovno podporo pri upravni obravnavi in odločanju o avtorizaciji zdravil pa je v tistem obdobju zagotavljala Komisija za zdravila, ki je bila sestavljena iz strokovnjakov medicinske in farmacevtske stroke. A šli smo naprej. Leta 1993 je Slovenija postala članica Evropske farmakopeje v Strasbourgu. Uporaba Evropske farmakopeje je narekovala zasnovo in razvoj nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji formulariuma Slovenicuma. Leta 1996 smo Slovenci dobili svoj prvi zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih za humano rabo, ki je določal pogoje za izdelavo zdravil in promet z njimi, ter pogoje in ukrepe za zagotavljanje kakovosti, učinkovitosti in varnosti zdravil. Obenem je ta zakon na novo opredelil sistem državnega nadzora nad proizvodnjo, prometom in kontrolo zdravil in dal tudi podlago za ustanovitev Urada Republike Slovenije za zdravila, ki je deloval kot organ v sestavi Ministrstva za zdravje. Urad za zdravila je bil tudi nacionalno farmakopejsko telo, v okviru katerega sta bili ustanovljeni Komisija za farmakopejo in Komisija za nacionalni dodatek. Leta 1998 je bil prvič izdan formularium Slovenicum, slovenski dodatek k Evropski farmakopeji. V tistem obdobju je urad prevzel naloge z področja regulacije cen zdravil. Te so pristojnemu organu za zdravila ostale vse do danes. Urad je imel osrednjo vlogo v projektu uvajanja medsebojno zamenljivih zdravil in pri tem uspešno sodeloval z ministrstvom in drugimi resornimi institucijami ter z izvajalci zdravstvene dejavnosti. Poleg tega je urad opravljal tudi regulativne naloge z področja medicinskih pripomočkov.
Število in obseg nalog, ki jih je prevzemal Urad za zdravila, sta se hitro povečevala in šli smo naprej. Februarja 2004 je bila ustanovljena Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, ki je s prevzemom novih dejavnosti in prestrukturiranjem nastala iz nekdanjega Urada Republike Slovenije za zdravila, vendar je še vedno delovala kot organ v sestavi Ministrstva za zdravje. Agencija je na nacionalni ravni prevzela poleg zdravil za uporabo v humanni medicini tudi področje regulacije zdravil za uporabo v veterinarski medicini. Prevzela je farmacevtske nadzorstvene naloge, ki so bile do takrat v pristojnosti Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. Farmacevtska inšpekcija in farmakovigilanca sta postali ključni prioriteti razvoja, v ospredju pa je bila tudi regulativna dejavnost. Poredno se je razvijalo področje nadzora in laboratorijske kontrole zdravil. To je vse od ustanovitve leta 1955 naprej izvajal Zavod za farmacijo in preizkušanje zdravil, ki je s statusnim preoblikovanjem leta 1997 prevzel tudi vlogo nacionalnega farmakopejskega laboratorija. Področje dela Zavoda za farmacijo in preizkušanje zdravil se je prepletalo z delom takratne Agencije za zdravila na številnih področjih regulative in nadzora zdravil, pa tudi pri drugih nalogah, med katerimi naj ponovno posebej izpostavim formularium Slovenko. Zato smo šli še naprej. Močna strokovna vloga obeh omenjenih institucij ter tesna povezanost vsebine njunega dela sta bili podlaga za odločitev Vlade Republike Slovenije, da obe ustanovi združi in ustanovi samostojno javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. Agencija je bila ustanovljena s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 26.10.2006, z delovanjem pa je začela 1. januarja 2007. Med ključnimi cilji razvoja so bili krepitev regulative, farmakovigilance in farmacevtske inšpekcije oziroma nadzorstva. Republika Slovenija je tako na področju zdravil dobila močno, neodvisno, strokovno državno ustanovo, kjer je pri odločanju poudarek predvsem na strokovnih in manj na političnih vsebinah. JAZMP je kot nova pravna oseba prevzela pravice in obveznosti Agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke in Zavoda za farmacijo in preizkušanje zdravil. V začetku leta 2014 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel nov, to je aktualni zakon o zdravilih, s katerim so bile v slovenski pravni red prenesene določbe novih direktiv Evropske unije, dodane pa so bile tudi nekatere pomembne nacionalne določbe. Na podlagi tega zakona so se februarja 2015 aktivnosti uradne kontrole zdravil prenesli na novi nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, a šli smo naprej. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke izvaja regulativne in nadzorstvene naloge z področja zakona o zdravilih, zakona o medicinskih pripomočkih, zakona o preskrbi s krvjo, zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic namenjenih za zdravljenje, zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Pri opravljanju svojih nalog se povezuje z Ministrstvom za zdravje, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in drugimi. Na mednarodnem področju je vključena v delo Evropske agencije za zdravila ter komitoloških in posvetovalnih odborov, ki delujejo pri Evropski komisiji na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celic, ter se v koordinaciji Ministrstva za zdravje na izvedenski ravni zakonodajnih postopkov vključuje v delovne skupine Sveta Evropske unije. JAZMP je danes priznana in prepoznana strokovna institucija na področju izdelkov povezanih z zdravjem. Agencija dela uspešno, ima vrhunske strokovnjake, vpeta je v mednarodno okolje, zagotavlja regulativno okolje, ki omogoča dostopnost kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil našim državljanom. Ustreznost našega dela na področju inšpekcije je nenazadnje ravno konec prejšnjega meseca prepoznala tudi skupina mednarodnih evropskih in ameriških presojevalcev, na kar smo še posebej ponosni. Pred nami pa so novi izzivi na področju urejanja sistema farmakovigilance,
in pri vključevanju evropske iniciative na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij in tudi drugje. Na agenciji je zaposlenih 134 strokovnjakov, od katerih jih ima kar 12% doktorat znanosti, 16% znanstveni magisterij, 59% univerzitetno izobrazbo druge stopnje. Povprečna starost našega kolektiva je 40,5 let. Mislim, da smo izjemen potencial. Svojo dejavnost financiramo skoraj v celoti iz pristojbin in že 3. leto iz državnega proračuna nismo prejeli sredstev. In gremo naprej. V naslednjih letih nas čakajo izzivi, ki jih od nas terja na eni strani razvoj evropskega in tudi širšega mednarodnega okolja, predvsem pa potrebe naših državljanov na področju zdravja. Kako se zavarovati pred vse večjo grožnjo ponarejenih ali drugače neustreznih zdravil? Kako izboljšati varnost zdravil, ki že imajo dovoljenje za promet? Kako se soočati z izzivi, ki jih prinaša sorazmerna majhnost našega trga? Kako zagotavljati varnost vse bolj sofisticiranih medicinskih pripomočkov? Kako ohranjati učinkovitost protimikrobnih zdravil ob tem, ko se vedno znova pojavljajo nove in nove infekcijske bolezni? Kako z ustreznimi kliničnimi študijami zagotoviti varnost zdravil in obenem pospešiti prihod novih zdravil za bolnike, ki jih nujno potrebujejo? To je samo nekaj tem, o katerih bo v nadaljevanju z našimi gosti razpravljala novinarka in komentatorka gospa Diana Zajec. Zahvaljujem se vsem, ki ste svojim znanjem in vizionarskim pogledom ter požrtvovalnim in večkrat entuziastičnim delom pisali to zgodbo. Zahvaljujem se tudi vsem vam, ki ste si danes vzeli čas in nas počastili svojo prisotnostjo na tej slovesnosti ob 10. obletnici delovanja Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Še posebej pa se zahvaljujem ministrici za zdravje, gospe Milojki Kolar Celarc, da se nam je pridružila. Spoštovana gospa ministrica, veliko čast je, da vas lahko povabim, da ob tej priliki podelite z nami svoja gledanja na JAZMP in našo vlogo v slovenskem zdravstvenem sistemu. Hvala za besedo, spoštovana direktorica, draga Andreja, spoštovani zaposleni, cenjeni vsi ostali gostje in predstavniki industrije. Z velikim veseljem vas pozdravljam ob praznovanju 10. obletnice Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, ki svojim strokovnim delom predstavlja pomemben kamen v mozaiku slovenskega zdravstvenega sistema. Zadovoljni smo, da je prav področje regulacije zdravil eno najbolje urejenih področij v Sloveniji. Slovenija je mednarodno primerljiva in predstavlja zgled pri dostopnosti zdravil v državi, kjer je tako majhen trg, kot tudi pri varnosti zdravil. Agencija v svoji vlogi nacionalnega pristojnega organa za zdravila z regulacijo zdravil in njihovih cen omogoča nemoteno delovanje preskrbe trga z zdravili. Pri tem uveljavlja EU standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti, ki so med najvišjimi v svetu. Tudi farmacevtska industrija zaradi kakovostnega in pravočasnega odziva agencije kot nadzornega in regulativnega organa lahko v skladu z zakonodajo EU uresničuje svoje poslovne cilje. Iskreno vam čestitam prav vsem za uspešno predstano Joint Audit program presojo mednarodne skupine inšpektorjev. In mislim, da si zaslužijo aplavz. To dokazuje, da imamo za področje
visoko profesionalno usposobljene strokovnjake. Dokazuje tudi, da je pomembno ohraniti agencijo kot samostojen in neodvisen organ za nadaljnje strokovno delo in razvoj. In moram vam povedati, da to prav lahko ni zagotavljati tudi znotraj vlade pri racionalizaciji števila agencij in uradov. Agencija je aktivno vpeta v mednarodno okolje in predstavlja močno vez z dogajanjem in trendi v svetu. Poleg tega strokovnim znanjem in izkušnjami prispeva k oblikovanju take zdravstvene politike, ki omogoča dolgoročno dostopno in kakovostno zdravstveno oskrbo prebivalstva. V medicini in farmaciji nenehno sledimo novim dognanjem in razvoju novih tehnologij in načinov zdravljenja ter zdravil. Zato je pomembno, da neodvisen organ, kot je agencija, tekoče skrbi za čimprejšnjo dostopnost novih, kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil našim bolnikom. Spoštovani, vsi skupaj smo zavezani k skrbi za nenehno izboljševanje varnosti zdravil in pri tem je vloga agencije kot nacionalnega pristojnega organa na področju farmakovigilance še posebej izpostavljena. Ena od večjih odgovornosti je preprečevanje vdora ponarejenih zdravil. Zaradi podaljševanja življenjske dobe narašča število s starostjo povezanih bolezni, povečuje se možnost nastanka rakastih obolenj, srčnega infarkta in možganske kapi. Pogosteje so tudi nekatere nalezljive bolezni. Nenehno sledimo novim pojavom novih redkih bolezni. Povečuje se poraba zdravil, ki je največja pri prebivalcih nad 80 letom starosti. Pričakovanja in zahteve prebivalstva in vseh nas naraščajo. Sporedno s tem pa tudi stroški za zdravstveno oskrbo. Eden največjih izzivov prihodnosti je, kako zagotavljati dostopnost do kakovostnih, varnih, učinkovitih in inovativnih zdravil na osnovi univerzalne pravičnosti pri zagotavljanju prepotrebnih finančnih sredstev. Prav zato smo na Ministrstvu za zdravje z novim zakonom o lekarniški dejavnosti, ki je začel veljati v začetku letošnjega leta, regulativne in nadzorne pristojnosti Agencije za zdravila in medicinske pripomočke razširili tudi na področje lekarniške dejavnosti. Vloga agencije bo v prihodnje še bolj pomembna. Bistvena bo nenehna skrb za strokovnost in neodvisnost agencije kot nadzornega organa z osrednjim ciljem državljanom zagotoviti dostopna in varna zdravila. Spoštovana direktorica, zaposleni, cenjeni gostje, strokovnjaki, hvala za vsa prizadevanja in dosežke v zadnjem desetletju vašega dela, predvsem pa vam želim uspešno delo še naprej. Jaz bom pri tem, vam zagotavljam, zelo zahtevna. Hvala. Hvala uvodničarkama za pripravo terena za razpravo, v kateri se bomo dotaknili kar nekaj aktualnih tem. V strokovni razpravi ob jubileju agencije nam bodo aktualije, ki v javnosti še niso bile podrobneje obelodanjene, osvetlili predstavniki različnih strok in institucij, ki predstavljajo nepogrešljive člene v verigi skrbi za dostopnost širokega diapazona zdravil in medicinskih pripomočkov. Naj torej na oder povabim govorce. Dr. Stanislav Primožič, magister farmacije, namestnik direktorice Agencije za zdravila in medicinske pripomočke.
magistra Katarina Vrhnjak, magistra farmacije, direktorica Johnson & Johnson d.o.o., predstavnica Mednarodnega foruma znanstveno-raziskovalnih družb. Andreja Vizjak, doktorica veterinarske medicine, direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Magister Matjaž Tuš, magister farmacije, predsednik Slovenskega farmacevtskega društva. Miran Golub, magister farmacije, predsednik Lekarniške zbornice Slovenije. Gospa Breda Barbič-Žagar, doktorica medicine, medicinska direktorica v podjetju Krka, predstavnika Združenja proizvajalcev zdravil Slovenije. In gospod Miha Ravlič, magister farmacije, direktor in predsednik uprave Salus Veletrgovina, predstavnik sekcije veletrgovcev zdravili. Lep pozdrav še enkrat, pa kar začnimo, pojdimo in medija sred. Morda bi začeli z absolutno novostjo, ki bo sicer na ravni Evropske unije v celoti zaživela šele 9. februarja 2019, vendar so priprave nanjo izjemno kompleksne, zato zahtevajo takojšen začetek implementacije. Govorim o začetku o uvedbi zaščitnih elementov v boju proti vdoru ponarejenih zdravil na trge države članic Unije. Sleherna škatlica zdravila bo morala imeti zaščitni element, unikatno oznako, ki bo mogoče slediti vso pot, od proizvodne pa vse do trenutka, ko bo bolnik prejel konkretno zdravilo. Cilj je jasen. Boljša sledljivost zdravil, zagotavljanje večje varnosti pri zdravljenju zdravili, ki morajo biti in ostati preverjenega izvora. Zato se najprej ozrimo v bistvo evropske regulative, ki se razen redkih izjem nanaša na zdravila, predpisana na recept. Doktor Primožič, kakšne prednosti bo imelo sprejetje takšne ureditve? Dobar dan še enkrat. Vsekakor gre za enega večjih projektov zadnjih desetletij, kar se tiče delovanja farmacevtskega sektorja in distribucije zdravil. Sploh gre za povečanje varnosti pri uporabi zdravil, za preprečevanje vdora ponarejenih zdravil glede na njihovo prezentacijo, zgodovino, identiteto. Svet se spreminja in v marsičem se spreminja na dobro, pa tudi v elementih, katerih elementih na slabše. Dejstvo je, da sodobna zdravila postajajo pravzaprav na enoto vrednosti vse dražja, vse bolj potrebna. In žal ta slabši del sveta torej preži na možnosti, da bi zdravila ponaredili, da bi zdravila na ta način prirejena, lahko tudi dejansko kompromitirana, kar se tiče varnosti, učinkovitosti, lansiral, kako tudi skozi normalno distribucijsko verigo. 3 leta nazaj se je zgodil incident v Italiji, ko so kriminalci prestregali en tovornjak z zelo dragim zdravilom. Ga obrnili, ga blago preparirali in ga skušali preko različnih kanalov z raznimi papirnatimi družbami, ki ne bi služile kot distribucijski subjekti, veletrgovci, lansirali nazaj do kupcev, do bolnišnic. In predvsem italijanska agencija, pa potem tudi druge agencije v Evropi, vključno z našo policija, vsi so bili na nogah in skušali zmanjšati učinek tega dogodka. Iluzorno bi bilo misliti, da se zadeve, da je nevarnost minila z ukrepi, ki so bili sprejeti v tem enem. In ta direktiva, ki je iz leta 2011, je pravzaprav vzporednica procesu, kako zagotoviti večjo varnost zdravil v distribucijski
In zato vse tisto, kar bo pripeljalo do tega, nekatere od vas poznate, šlo bo za nove, drugačno označevanje zdravil, za bolj zahtevno oznako. Vsaka škatlica zdravil bo serializirana, se pravi bo identificirana in njen nastop na nek trg, ali pošiljanje na nek trg bo evidentirano v nekih novih informacijskih strukturah, v repozitorijih in te repozitoriji bodo povezani po celi Evropi. To pomeni, da bo vsaka izdaja danega zdravila, škatlica zdravila v lekarni nekje v Kranju ali Zalogu, vidna pravzaprav po celi Evropi. In če bi kakršenkoli sistem potem prišel do tega, da bi enaka serijska oznaka na neki drugi enoti tega zdravila se pojavila kjerkoli v Evropi, bojo zagorele oči, dvignile se zastave in zastavice in se bo zadeva ustavila. Se bo na ta način lahko zmanjšalo tveganje tako za pacienta, končnega uporabnika, kot tudi za vse udeležence v tej distribucijski verigi. Implikacije so velike, zahtevnosti, da se to spostavi, tudi velike. Časa iz tedna v teden, iz meseca v mesec, vse manj. Z tega vidika bi želel podati, da je ta zadeva tudi en primer enega dobrega sodelovanja v celotnem sektorju, klasične konfrontacije med inovativno pa generično industrijo, klasične konfrontacije, če lahko tako sploh rečem, med sektorjem pa regulacijo, pa nadzorstvo, pa regulativo, padajo. Tukaj je treba delati skupaj in lahko izrazil samo veliko zadovoljstvo, da deležniki, ki so akterji v slovenskem okolju, pravi industrija, veletrgovci, lekarništvo, odlično sodelujejo medsebojno in se odlično povezujejo z inštitucijami, z agencijo, z ministrstvom in drugimi inštitucijami, ki so v to vključene. In zato je ta izziv, se mi zdi, na dobri poti do dobrih rešitev. Po drugi strani pa je znano, da mora slovenska zdravstvena sfera pri informacijski tehnologiji in infrastrukturi prehoditi še dolgo pot, preden bo prišlo do poenotenja sistemov. Zato je povedno, da akterji, ki danes sedijo za tem skupnim omizjem in ki bodo v skrbi za boljši pregled nad zdravili morali zadostiti novim zahtevam Unije, niso čakali, ampak so že lani jeseni ustanovili Zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil Slovenije. In Slovenija je tako postala ena od 7 članic Evropske unije, ki so že ustanovile takšno nacionalno telo. Zavod je aprila letos podpisal pogodbo z dobaviteljem informacijskega sistema, začenja se torej prehod v izvedbeno fazo. Vsi, ki ste tule, ste torej vsakdo v svoji vlogi vpleteni v skrb za varnost pacientov, v skrb za dobro javnega zdravja. Proizvajalci, denimo, morate pred uvedbo te novitete poskrbeti za posodobitev pakirnih linij. In slovenska Krka je to ni čakala, ampak je to že preizkusila. Gospa Barbič-Žagar, zanima me, kaj ugotavljate, kako trd oreh bo v praksi udejanjanje te novosti? Hvala za besedo. Bila je trd oreh, ampak smo ga uspešno že strli. Namreč Krka se je začela pripravljati že z uvedbo direktive leta 2012. V vseh teh letih smo ogromno delali na seveda novem računalniškem sistemu, ki bo generiral vse te delegacijske številke, ki bo obvladoval v bistvu ta potek teh kod tudi v pakirni liniji in pa seveda naprej pri sproščanju zdravila. Breme za farmacevtsko industrijo je veliko, predvsem stroškovno. Tukaj gre zdaj seveda tudi za nadgradnjo, fizično nadgradnjo pakirnih linij, za branje in postavljanje teh kod, potem za tudi drugo zaščitni pripomoček pred poseganjem v zdravila, tako imenovani temper evidence, kar pomeni lepljenje, dodatno lepljenje zloženk in na koncu je tako, da je Krka pripravljena. Julija se to evropsko vozlišče aktivira in tudi Krka v juliju vstopa aktivno v to vozlišče. Mi že proizvajamo za nekatere trge izdelke, ki imajo serializacijsko številko, samo še aktivne niso.
in tudi dogovorjeno je, da bo izdelek, ki ga bomo proizvedli, tudi oktobra za validacijo tega nacionalnega računalniškega. Gospa Vrhnjak, kakšne pa so tudi onkraj slovenskih meja izkušnje inovativne industrije? Ja, ravno tako kot v Krki, tudi v inovativnih farmacevtskih podjetjih že kar nekaj let intenzivno delamo na tem področju in seveda se v naših matičnih podjetjih tudi v Avstraliji, ravno tako kot v generičnih podjetjih, pakirne linije, ki bodo ustrezale tem novim postopkom v slovenskih predstavništvih, pa se trudimo pripraviti malo posodobljeno ovojnino, ki jo bomo potrebovali za to. In ravno tako imamo že nekaj ovojnin, realiziranih ovojnin na trgu, nekaj zdravil že ima novo ovojnino. Do oktobra, ko bo postopek pilotne faze, pa pričakujemo, da bo vsak mesec izpakiran na slovenskem trgu več. Moram pa poudariti, da je forum tudi zelo aktiven v procesu vzpostavitve nacionalnega sistema in organizacije za verifikacijo oziroma za preverjanje avtentičnosti zdravil. In sem res vesela in ponosna, da smo, kot ste omenili, ena prvih držav, ki smo uspeli s konstruktivnim dialogom in res sodelovanjem pripraviti in postaviti Slovenijo na zemljevid, kjer smo s prvimi 5 državami tudi podpisali tak sporazum s ponudnikom informacijske tehnologije in bomo tudi med prvimi v Evropi začeli s pilotno fazo preverjanja avtentičnosti zdravil. Seveda je ključna vloga tukaj tudi agencije, javne agencije za zdravila in Ministrstvo za zdravje in bi se tukaj še enkrat posebej zahvalila javni agenciji za zdravila oziroma vsem vodstvu in vsem odgovornim na agenciji za ta projekt, res za ta odličen dialog, konstruktiven dialog, vaš čas, da skupaj iščemo rešitve, kako pripraviti sistem, da bo res aktivno in uspešno deloval v vseh Je pa tako, da je preverjanje avtentičnosti zdravila predvideno v različnih fazah zakonite dobavne verige, praviloma na njenem koncu, torej v lekarni tik pred izdajo zdravila pacientu oziroma v bolnišnični lekarni, kjer Agencija za zdravila in medicinske pripomočke priporoča logično najbolj zanesljivo rešitev, dekodiranje tik pred pošiljanjem zdravil na bolnišnične oddelke. Zanima me, gospod Lavrič, kakšna bo tu vloga sekcije veletrgovcev zdravili? Ja, vloga veletrgovcev zdravili kot umestnega člena med proizvajalci in lekarnami in srednjo bolniki je seveda velika. Mi smo neposredno udeleženi pri dekodiranju, vendar kot umesten člen in pri vračilih neustrezno označenih zdravil ali odkritih po naredkih verigi, da smo mi tisti, ki vršimo tudi dekodiranje. Druga vloga, ki jo imamo, so naključna preverjanja ustreznosti zaščitnih elementov in seveda tudi vloga pri kakršnemkoli vračilu izdelkov v verigi nazaj do proizvajalca. Tudi jaz se pridružujem ugotovitvi, to zdaj že tretjič slišite, ampak je resnično pomembno in je vredno poudariti, kar za slovenski prostor ni ravno reprezentativno. Vsi deležniki smo v izredno dobrem sodelovanju uspeli postaviti ali pa začeti postavljati sistem v Sloveniji in ravno kar se vračam z kongresa Združenja evropskih veletrgovcev zdravili, kjer smo bili dejansko izpostavljeni kot država, že omenjeno med prvih več kot 6 držav, ki imamo organizacijo in podpisano pogodbo z ponudnikom informacijske rešitve. Dejansko vzgled morda tudi kakšnim drugim projektom, kako je bil ta projekt speljan. Hvala, sem najem deležnik. Od dobre informacijske podpore pa
sta, o tem ni dvoma, zelo odvisni tudi kakovost in učinkovitost zdravljenja nasploh. Kako se s tem spoprijemate v lekarniški dejavnosti, gospod Golub in gospod Tuš, morda? Hvala za vprašanje. Jaz moram reči, da zdaj boste četrti slišali to, kaj so kolegi že prej povedali. Mi smo se zavedali že 2 leta pa pol nazaj, bom rekel, od proizvajalcev do nas, ki na koncu predamo zdravilo in imamo tisti zadnji kontakt z pacientom in smo to naredili. Zakaj sem zdaj to posebej rekel? Zato, ker so se lekarne že začele pred enim letom začele pripravljati na to z samo informacijsko tehnologijo in že razmišljamo, kako čim manj časa porabiti za to dodatno. Moramo reči, da to bo obremenilo normalno predajo zdravila oziroma predajo zdravila končnemu uporabniku in delamo na tem. Moramo reči, da zdaj v septembru, oktobru, ko bo začel pilotna faza celotnega projekta, že imamo zbrane določene lekarne, delamo na področju bolnišničnih lekarn, kjer razmišljamo o tem, kako bo to najceneje za celo državo in najbolj efektivno. Tukaj vidimo predvsem eno stvar, ki je dodana vrednost celotni stvari, je to, da bo se točno vedelo, kateri pacient je dobil katero zdravilo. So že kolege rekli prej, gre za točno določeno zdravilo, se serializira. Govorim to predvsem z stališča farmakovigilance, ko se bo na koncu točno vedelo, katero škatlo, katero serijo in tako naprej bo pacient dobil. Vsekakor je to en veliki napredek naprej, ne? In seveda tukaj vidim tudi eno veliko vlogo Jazenopoja samega kot takega, ki je tudi seveda tako že na začetku pristopil tem našim idejam in pa seveda upam na naporno sodelovanje naprej v tej fazi. Hvala, če smo dodati glede informatizacije. Ustrezna informacijska podpora je seveda orodje na voljo in verjamem, da je na uspešno zgodbo, zgodbo se reče, da bo ta informacijska podpora takšna, da bo omogočala čim bolj, kot se rekel, prešivno delo v lekarni. Ne glede na to, pa vseeno to prinaša določene spremembe, glede na to, da bo potrebno deaktivirati oziroma kodirati vsako škatlico zdravil in verjamem, da bo ta podpora dovolj dobra, da bo to nekaj dovolj hitra, ampak kakorkoli že vsako takšno administrativno tehnično zdravilo pomeni nek čas, da je pa treba nekje drugje vzeti. In ko se dogaja tako pomembno stvari na področju zdravil, kar je seveda v interesu vseh, da bo dokazano učinkovito, varno, kakovostno, mislim, da treba tudi vzeti čas za premislek in pogledati, kaj lahko pa naredimo še na tisti drugi strani, torej na nivoju nasveta za lekarniškega zdravstva, ki deluje bolniku ali pa celo zdravniku. Tako da naši člani, ki zelo poudarjajo in pozdravljajo vse napore, da bi podrazile določene dodatne varovalke in da bi res zdravniku lahko suvereno zagotavljali zdravila, kakovostna, varna, učinkovita oziroma v tem kontekstu neponarejena zdravila, da tudi premislimo, kako pa zagotoviti ali pa izboljšati pogoje, da bo še tisti za drugi ljudi, torej tisti na tem zdravilo takšen, da bo na koncu zdravljenje optimalno. Tako, tej temi smo se posvetili nekoliko bolj poglobljeno celovito, vendar je v pripravi še kopica nekih novosti. Med drugim tudi na področju farmakovigilance, torej preverjanja in zagotavljanja varnosti zdravil tudi potem, ko ta že pridobijo dovoljenje za promet. Po lanskih, doslej še neobjavljenih podatkih Agencije za zdravila in medicinske pripomočke obravnavala 1401 poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje o neželenih učinkih. Med temi je bilo 62% poročil o resnih neželenih učinkih zdravil. Po novem, od letošnjega novembra dalje se bo nabor dela močno povečal.
Varnost se bo posledično izboljšala, spremenil se bo obseg dostopnosti do teh podatkov. Verjetno nas vse zanima, kaj se bo dogajalo tudi na tem področju, tako da bi prosila morda dr. Primožiča in gospe Barbič, Žagar in Vrhnjak, da nam pojasnijo tudi to področje. Hvala lepa. Farmakovigilanca je steber varnosti zdravila. To je mehanizem, to je sistem, to je izmenjava podatkov, to so aktivirane ukrepi, ki pridejo takrat, ko pride do zapleta. In vse tisto, kar s sporočanjem neželenih učinkov vodi do poznanja, da dejansko gre za povečano tveganje, govorimo o signalih, ki nastanejo. Prav, sporočanje je učinkovito takrat, kadar je vzeto iz dovolj velikega bazena realnih sistemov zdravstvenih. To pomeni, da je ključno, da mi delujemo dobro povezani z EU mehanizmi, z aktivnostmi Evropske agencije za zdravila in drugih agencij in da se na ta način torej vključujemo v te skupne aktivnosti, tako na tem preventivnem, kot tudi, ko pride do eventualnih zapletov ali celo kriz, do učinkovitega ukrepanja, da zmanjšamo tveganje za prebivalstvo. Res je, zato se ta sistem že vrsto let razvija, tako na informacijskem, kot tudi na komunikacijskem področju. In tukaj agencija uspeva, včasih s težavo, pa vendarle in s podporo zdravstvenih inštitucij, zagotavljati standarde, ki tukaj veljajo. Poročanje v rokih, se pravi v realnem času, obravnava in predvsem tudi v zadnjem času, ko je v veljavi nova direktiva, ki bila pa eno leto pred to direktivo, ki smo prej omenili o narejenih zdravilih, se pravi farmakovigilančna direktiva, vključena v centralno zdravilsko direktivo, zagotavljati torej spremljanje signalov. Spremljanje signalov je razpršeno po agencijah, po učinkovinah in tudi Slovenija skrbi za določeno število učinkovin, da spremlja zadeve in da v primeru, da bi se število neželenih učinkov pri teh učinkovinah pojavljalo kot večje, sproži mehanizem, ki vodi do signala in potem do ukrepov. To so novi izzivi. Največ to, kar ste omenili, je pa seveda povezano s tem, da se bo povečalo tudi samo poročanje, ker bomo poročali ne samo o resnih učinkih, ampak tudi o vseh drugih učinkih, neželenih učinkih, ki bodo sporočeni agenciji, oziroma ki se bodo pojavili v sistemu in to vodi do večje pasovne širine, do večjega števila dogodkov, večje aktivnosti, zato je seveda za nas to strokovno, pa tudi organizacijski izziv. Z vidika, seveda, zakonodaja je bila sprejeta že 2012 in zdaj udejanjala se bo v novembra s tem načinom, da sprejemanja pa poročanja neželenih učinkov. Krka je že sedaj poroča v Eurovigilance, pomeni evropsko bazo podatkov in seveda tudi prejemala vsa poročanja redno od javne agencije za zdravila, ki so bila sprejeta v njihovem območju v Sloveniji. Zdaj, mi opažamo, da od leta 2012 gre bolj v to aktivno poročanje. Iz tega pasivnega sprejemanja samo neželenih učinkov in poročanja gremo v aktivno, v obvladovanje tega tveganja, tudi v ukrepanje, kadar se prepoznajo te signali, o katerih je dr. Primožič govoril. Ugotavljamo, da vsako leto naraščata prijavljanje neželenih učinkov za 30%. Tako da v lanskem letu smo imeli že preko 4300 prijav neželenih učinkov, od tega jih v Krki bilo okoli 40% resnih.
Bomo pa od novembra morali vsi v bistvu prijavljati v to evropsko bazo, tudi javna agencija, kar pomeni, da kot do zdaj ne bomo pa več imeli teh uslug, ki smo jih imeli do zdaj od javne agencije zdravila in bomo morali sami še bolj aktivno v teh evropski bazi iskati neželene učinke glede na učinkovin, kar ga proizvaja, pa kot njenih izdelkov. S tem se seveda obseg dela bo povečal, povečalo se bo tudi iskanje signalov. Zdaj, tukaj bo kar problematično, če pogledamo generično industrijo, če samo paracetamol pogledamo, tukaj je generikov ogromno. In vsi v bistvu generiki bomo morali te signale iskati v eni bazi, evropski bazi. Iskati jih bomo mogli pravzaprav z njihovimi orodjem, ki pa bo Evropska agencija omogočala za statistično obdelavo v različnih časovnih obdobjih, tako da verjamem, da bodo tudi javna agencija za zdravila imela s tem poročanjem kar veliko več dela. Samo Krki je že zdaj zaposlenih v farmakovigilačni službi 20 ljudi. In ta obseg se bo še povečal. Slišali smo torej zgodbo o generičnih zdravilih, kako se to odvija, kako je pri inovativnih zdravilih, mogoče drugačna zgodba. Ja, glede na to, da inovativni proizvajalci pripeljamo na trg popolnoma nova zdravila, je to še toliko bolj bistvenega pomena, saj je še bolj pomembno v prvih letih, ko je zdravilo na trgu spremljati njegove koristi in tveganja za bolnika. Tako da zelo pozdravljamo vsako novost, ki vzpodbuja poročanje in ki v bistvu omogoča boljše poročanje, da je varnost bolnika naša skupna in prva skrb. In v nekaterih primerih tudi Evropska agencija za zdravila točno določi za določeno obdobje še bolj poglobljeno spremljanje neželenih učinkov, tudi tam sodelujemo in res poskrbimo za to, da pri novih zdravilih poročamo vse, kar je možno. Tako da takoj, ko pripeljemo novo zdravilo na trg, spodbujamo zdravnike, farmacevte, tudi druge zdravstvene delavce in tudi bolnike poročanju neželenih učinkov, zato je to izrednega pomena za nadaljnje ravnanje in seveda na končni fazi tudi za razvoj ali posodobitev ali izboljšanje obstoječega zdravila, ali tudi za razvoj novega zdravila. Jaz bi se še dodala, da v bistvu mi se mogoče tukaj pogovarjamo samo o neželenih učinkih, ampak tukaj ne gre samo za neželene učinke. Tukaj gre v bistvu tudi za vse varnostne signale, ki jih treba okoli izdelkov iskati. To so tudi v bistvu nenamerna ali namerna uporaba izven dovoljenih indikacij, registriranih indikacij. Tukaj so spremljanje nosečnosti morda, potem literaturni podatki, tega je ogromno. Tako, diapazon vseh teh zahtev pričakovanj je seveda velik, celotnega se danes ne bomo mogli dotakniti, zato gremo naprej in sicer bomo omenili še en prijem v izboljševanju kakovostno-varnostnega vidika zdravljenja in sicer klinično preizkušanje zdravil. Po novi uredbi, ki naj bi zaživela oktobra letos, bo klinično preizkušanje postalo hitrejše, enostavnejše, tudi cenejše, po zaslugi vzpostavitve EU portala, prav tako pa bo enostavnejši tudi postopek za oddajo vlog za odobritev. Na vse zadnje podatki kažejo, da je število vlog za klinično preizkušanje v Uniji v zadnjem obdobju strmo upadlo in sicer za približno četrtino. Morda dr. Primožič tudi o tej novosti nekaj več? Hvala lepa. Najprej mačka korekcije oktobra 2018. Reče letos, popravljamo ta podatek. Tudi to je ena od večjih sprememb v evropski regulativi, ki naj bi povečala varnost udeležencev v kliničnih študijah in obenem omogočila gospodarskim subjektom, ki so sponzorji študij, da zadeve izvajajo bolj učinkovito, hitreje in zmanjšani stroški. Klinično testiranje zdravil je mehanizem, ki pripelje do novih zdravil za nepokrite potrebe prebivalcev, tudi do generičnih zdravil, tudi do podobnih bioloških zdravil. In predvsem na področju novih zdravil je
postavi se zahtevnejše. Predvsem zato tudi, ker se regulativa ne po kritih zdravstvenih potrebah ozira za tem, da bi dana zdravila dani pacijentom pripeljala še hitreje, na učinkovit način, da je njihovi zdravstveni problemi rešeni, ali pa želena, če hočete, hitreje in večje delo populacije. Zato je klic po tem, da postane celoten sistem kliničnega, torej odobravanja kliničnega preizkušanja zdravil bolj učinkovit v EU logičen in ta uredba ne bi ga vzpostavljala. Zadanja direktiva, ki to področje ureja in je prenesena v naš zakon, ki je bil danes že omenjen, je iz leta 2001. Sedaj torej bo nastala uredba, ki bo dobesedno veljaven predpis na celotnem področju EU-ja. To pomeni, da bodo aktivnosti, ki se na tem področju odvijajo, regulirane povsem enotno. To je ena resnica, druga resnica je pa, da hkrati bo omogočala državam članicam določeno fleksibilnost glede na posebnosti, recimo v njihovi zdravstveni politiki, v njihovi, če hočete, etični dimenziji oziroma posebnosti nacionalne regulative. Vse govorim glede na posebnosti, ki posamezne države glede posameznih vrst zdravil, recimo predvsem biotehnoloških zdravil lahko izvajajo na različne načine. To uredba omogoča. Sicer bo pa portal enoten, pri katerem se bojo vlagale vloge za odobravanje kliničnih testiranj. Uveljavljen bo nek skupen princip prve evalvacije, ki bo skupen za vse države članice in bodo sodelovali v njem vse države, ki bo sponzor aktiviral, kateri bi želel izvajati svoje testiranje. Po drugi strani pa drugi del teh aktivnosti ta, da bo ocena šla tudi v drugi fazi te evalvacije v države članice posebej, tako kot sem omenil, kjer bojo nacionalne komisije za etiko vključene v oceno dosjeja tega predloga za klinično testiranje in bo na ta način potem sprejeta odločitev, ki bo potem veljala in na ta način, ko se bo študija torej izvajala, bo tudi poročanje enovito urejeno v vseh državah. Na ta način bo torej spostavljena ta večja učinkovitost kliničnega testiranja. Torej, od uredbe o kliničnem preizkušanju zdravil, ki bo zaživela oktobra 2018, poglejmo še na področje boja proti antimikrobni rezistenci. Na vidiku so prav tako konkretni ukrepi tudi na področju veterinarske medicine. V pripravi je namreč nova uredba o zdravilih, ki so v uporabi v veterinarski medicini. Aktualen je predlog, da zdravilom s protimikrobnim delovanjem, ki so v uporabi kot spodbujevalci rasti in proizvodne, ne bi izdali dovoljenja za promet. Osnutek dokumenta je pripravljen. Kateri so največji, najresnejši izzivi z vidika veterinarske medicine, gospa Bizjak? Ja, hvala, ampak vseeno moram v začetku najprej čestitati vsem kolegom zaposlenim na AZMP za prvorodenih prvih prihodnjih 10 let in torej prvo desetletje. Tudi gospa ministrica je v svojem govoru rekla, da je AZMP sicer povsem primerljiv po organiziranosti z podobnimi inštitucijami v drugih državah članicah. Kar se veterinarstva tiče, je treba povedati, da pravzaprav to primer dobre prakse, kako učinkovito izkoristiti kadre in znanje, seveda v državi, kjer je tako velika, ki ima skupaj 2 milijona prebivalcev, kot je Slovenija. Kar se pa tiče nove uredbe, ki je ta trenutek še na ravni ekspertov v svetu Evropske unije, je pa seveda treba poudariti, da sledi več temeljnim ciljem iz področja veterinarstva oziroma uporabe veterinarskih zdravil. Prva in na nek način najpomembnejša je vloga veterinarskih zdravil ne samo za kosmate ali pernate paciente, ampak predvsem za zdravje nas vseh ljudi, kajti uporaba veterinarskih zdravil pri rejnih živalih, se pravi pri tistih živalih, ki stopajo v prehransko verigo in jih uživamo v obliki mesa, mesnih izdelkov, mleka, mlečnih izdelkov in
tako naprej, je izjemno pomembna tudi za zdravje celotne populacije, kar to na drugi strani pomeni, da tudi AZMP posredno skrbi ne samo za pacijente, pa za vse nas, ki imamo vsako jutro 3 obroke hrane ali manj ali več. To je en vidik, se pravi regulirati na način, da se zaščiti zdravje ljudi. Kajti odpornost mikrobov proti določenim protimikrobnim zdravilom ni samo problem določene države, samo veterine ali samo humane medicine. V času globalizacije je to problem nas vseh in je ga treba dejansko se lotiti reševanja na vseh nivojih. To je ena izmed ciljev te nove uredbe. Treba pa je vedeti tako, da regulatorni del je tudi v tem protimikrobnem delu izjemno pomemben. Kajti danes pri 7-8 milijardah ljudi na svetu si ni mogoče predstavljati intenzivne proizvodne hrane za to množico ljudi brez uporabe določenega tipa zdravil, predvsem pa novih tehnologij, kot so cepiva, vakcine. Kako uporabiti, kako dobiti, kako sproščati ta tip vakcin znotraj vsake države, kjer ne gre ker ni možna množična proizvodnja, ampak bolj specifična, geografsko, lokalno specifična. To je eden izmed izzivov, ki se bo morala tudi AZMP z vsem svojim regulatornim sistemom spopasti in narediti te postopke takšne, da bodo sledili tem ciljem zmanjšanja porabe protimikrobnih zdravil na eni strani in ohranjanje visoke proizvodne hrane na drugi strani. Naslednja takšna izjemno zahtevna naloga v tej uredbi je tudi, kako na drugi strani vseeno povečati možnost nabora zdravil za področje veterinarske medicine. Kajti treba se zavedati, in večina gostov tukaj ve, da to predstavlja 10% vseh postopkov iz področja zdravil. To je ta drugi velik izziv v tej uredbi, za katerega tokratno težko predsedstvo sicer ni bistvenega napredka naredilo, pa polagamo velika upanja v naslednje predsedstvo, da bo tudi to uredbo spravilo do tega, da bo prišlo, da bodo jasno določeni načini rešitve. Hvala. Za konec pogremo še medicinske pripomočke, kjer so prav tako v pripravi pomembne spremembe. Na vse zadnje se vsi spomnimo mednarodno odmevne afere z nekakovostnimi prstnimi vsadki, ki jih je uporabil proizvajalec prav zaradi odsotnosti učinkovitega nadzora. Na tem področju zdaj veljata 2 novi uredbi, ki na teoretični ravni zagotavljata boljši nadzor, večjo varnost. Kako pa je s tem v praksi? Jasno je, da bodo države, kjer ne bo poskrbljeno za celovit nadzor, postale odlagališče za nekakovostne izdelke. Dr. Primožič, ali lahko rečemo, da je Slovenija dobro pripravljena na ta izziv? Slovenija se intenzivno pripravlja na ta izziv in seveda AZMP je v torišču tega dogajanja, ni pa edina inštitucija. Res je, da je vloga pristojnega organa za medicinske pripomočke predvsem bilančna, to pomeni zagotavljanje varnosti, in da je pravzaprav prihod na trg manj strogo urejen pri medicinskih pripomočkih v EU, kot je prihod na trg pri zdravilih, rečemo manj v načelu, čeprav ne bi ravno ta uredba povečala varnost za pacijente, za uporabnike medicinskih pripomočkov v celotni EU, ker določene aktivnosti konsolidira na ravni EU, za razliko od uredbe, ki je kolegica Bizjakova omenila,
razgrebe, ki je dejansko še v pipeline, je pa ta uredba pravzaprav že zunaj, s tem, da se bo dve uredbi, s tem, da se bo ena od njih začela izvajati v 3 letih od njenega sprejema in druga v 5. Prav smo pred nekim prehodnim obdobjem, v katerem se bomo morali pripraviti na to, kar ta uredba za medicinske pripomočke, dve uredbi prinašata. Tisto, kar je bistveno na celotni EU ravni, je vsekakor preglednost, transparenca, se pravi skupna podatkovna baza izdelkov. Gre za ogromen trg. Gre za trg, v katerem se tudi portfelj sam po sebi spreminja, zato ker imamo opravka z vse več zahtevnimi medicinskimi pripomočki in izdelki, ki prinašajo tudi večja tveganja, vse več implantiranih pripomočkov, vse več zelo tehnološko sofisticiranih pripomočkov, ki prihajajo v uporabo. Njihovo certificiranje je naloženo pristojnim priglašenim organom, notified bodies, ki so seveda inštitucije, ki morajo tudi same po sebi zagotavljati visoko kompetenco in kvaliteto svojega delovanja, ker vodijo do rešitve in prej temu izdelku pot na trg. In to hkrati na ves evropski trg. Vidika nacionalnih aktivnosti je pa tudi na tem področju vigilanca podeljena pravzaprav nacionalnim organom. In zaradi tega bo za nas ključno, da poleg tega, da bomo želeli biti informirani čim bolj, kateri izdelki prihajajo na naš trg, tudi sistem vigilance, da bo poročanje o morebitnih zapletih pri uporabi medicinskih pripomočkov promptno urejeno, da bi na ta način lahko reagirali tako na nacionalni in lokalni ravni, kot tudi na širši EU ravni. Zato, ker kot pravim, v svetu globalizacije bodo ti izdelki hkrati prisotni na več trgih. Tako, odprli smo kar nekaj poglavij, povedali, kaj je novega, kaj v pripravi na področju zdravil in medicinskih pomočkov. Zdaj pa so naši govorci na voljo tudi za vaše vprašanja, za katera verjamem, da jih ne bo zmanjkalo. Izvolite. Očitno smo bili dovolj izčrpni, tako da recimo takole. Skrb za kakovostno, varno in učinkovito zdravljenje ni in ne sme biti nikoli pozabljeno. To je proces, v katerem se nenehno nizajo novi in novi izzivi in nanje je treba pospešeno iskati odgovore, ponujati najbolj optimalne rešitve, kajti takrat, ko posamezniku odpove zdravje, je pomembno takojšnje ukrepanje. Pri tem se, kot nam je vsem znano, v našem zdravstvenem sistemu, ki je načeloma zelo dober, v zadnjem obdobju resno zatika. Med drugim na račun daljšajočih se čakalnih dob, ki preprosto niso več zdrave, pomanjkanja kadra in denarja za amortizacijo številnih diagnostičnih naprav, ki so že davno zrele za odpis. A kljub naštetemu so danosti našega zdravstva dobre. Zato je tem bolj pomembno, da vsi deležniki strnejo svoje znanje in vedenje in pripomorejo k pospešenim spremembam, ki bodo tistih, zaradi katerih sistem obstaja, pacientom zagotovile resnično kakovost, varnost in učinkovitost zdravljenja. Današnja razprava je odstrnila pomemben delček izjemno kompleksnega dogajanja na tem področju, pomagala nanizati in predstaviti izzive, pred katerimi je naš celotni zdravstveni sistem. Naj se vam torej zahvalim za udeležbo na današnjem dogodku, posvečenem jubileju Agencije za zdravila in medicinske pripomočke in vas povabim na nadaljnje druženje in klepet v spodnjem nadstropju. Hvala.